Gospode, smili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, svetima bratoma Cirilom in Metodom, blaženim Antonom Martinom Slomškom, blaženim Lojzetom Grozdetom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Kristusos, Kristusom in Kristusu, edi se odločimo o položaju, o Kristus slikega duha, vsa čast in slava na vse vekov. Amen. Dragi, zelo zanimive so raziskave, ki kažejo, da je resnično manj ljudi v nedeljo pri sveti maši. Toda na drugi strani kažejo, da število teh, ki moli vsak dan, narašča. Moliti se vedno učimo. Gospod nas je učil, da smemo takoj moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega. Vsemogočni Oče, podari na miru naših dneh, usmiljeno pomaga, da se bomo varovali greha. Bomo varni pred vsakim nemirom, popolni blaženega upanja, čakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Tvoja mati nas spremlja na poti življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na veru svoje cerkve, utrdi v miru na vodi in popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in hranjuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, da bo vedno z vami. In s Tvojim duhom. Brate in sestre, pisatelj Dostojevski propoveduje, kako je starcu Zosimo nekdaj prišla gospa in rekla: vedno bolj ljubim človeštvo, vedno manj človeka, ki je v meni. In pa obratno, kdorkoli je v nas, sezimo v roke in mu zaželimo. Jak spavne.